Praznovanje ob 80. obletnici Prostovoljnega gasilskega društva Krašči. Strokovno srečanje in predstavitev zbornika med strokovno ekskurzijo po Poravju in Prekmurju. Slavnostna prireditev ob 27. prazniku občine Križevci. Pozdravljeni gledalke in gledalci. V tokratni oddaji Dogodki vam prinašamo zanimive vsebine iz Pomurja. Vabljeni k ogledu. Praznik gasilskega društva, 80. obletnico delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Krašči, so krajani doživeli v duhu ponosa, tradicije in prijateljstva. Praznovanje Prostovoljnega gasilskega društva Krašči je bilo res nekaj posebnega, saj so gasilci, krajani in številni gostje združili moči v praznovanju, ki je poudarilo pomen prostovoljstva in solidarnosti v njihovi skupnosti. Po praznovanju 70. obletnice leta 2015 društvo ni počivalo na prejšnjih lovorikah, saj smo ostali aktivni na vseh področjih delovanja. Veseli me, da se članstvo v zadnjih letih povečuje. V tem času smo uresničili tudi nekaj nabav, in sicer leta 2016 smo nabavili gasilsko reševalni čoln z oznako GRČ2, ki nam služi za pomoč ob nesrečah na Ledavskem jezeru. Leta 2018 in letos smo s pomočjo sponzorjev nabavili defibrilatorja, ki so nameščena na obeh straneh jezera. Konec lanskega leta smo začeli s pripravnimi deli na izgradnjo prizidka gasilsko-vaškega doma. Dela še vedno potekajo, zato hvala vsem, ki sodelujete pri tem. Skozi vsa ta leta smo aktivni tudi na prireditvah, kot organizator ali kot soorganizator z vaško skupnostjo. Leta 2022 smo zopet prevzeli organizacijo kresovanja na Ledavskem jezeru. Vsako leto imamo dan odprtih vrat PGD Krašči. Ob proščenju za Anino pripravimo ponudbo hrane in pijače. Skupaj z vaško skupnostjo organiziramo dan za zdravje, proslavo ob materinskem dnevu in dnevu žena, vsakoletni vaški izlet in mikloževanje. Slavnostni trenutki so dosegli vrhunec z osrednjim praznovanjem, ko so se skupaj ozrli na prehojeno pot, obudili spomine na mnoge pomembne mejnike društva, se zahvalili vsem, ki so ga ustvarjali, ter se ob jubileju poveselili v iskrenem in tovariškem vzdušju. Ob tem niso pogledovali le v preteklost, temveč so s ponosom in optimizmom usmerili pogled tudi v prihodnost, ki jo bodo nadaljevale nove generacije gasilcev. Poveljnik Gasilske zveze Cankova Silvester Rogan je ob tem povedal, da Prostovoljno gasilsko društvo Krašči ob tem praznuje 80 let srčnosti, predanosti in neomajne pripravljenosti pomoči drugim, ko jo ti potrebujejo. Takšen jubilej je izjemen dosežek. Za njim stojijo generacije mož in žena, ki so svoj čas, moč in voljo darovali za skupno dobro. Prostovoljno gasilsko društvo Krašči ni le društvo na papirju, je živa, aktivna in srčna skupnost. Sam sem to skozi leta mnogokrat občutil. Naj bo to pri skupnih vajah, operativnih nalogah ali na prijateljskih srečanjih. Vedno ste pokazali, da ste zanesljiv, srčen in trden steber naše zveze. Posebej me navdušuje vaša povezanost med generacijami. V vašem društvu znate ceniti izkušnje starejših in hkrati dajati prostor mladim. To ni samo lep zgled za druga društva, to je jamstvo, da bo Prostovoljno gasilsko društvo Krašči
uspešno delovalo tudi prihodnjih 80 let. Poseben pomen v delovanju prostovoljnega društva Krašči ima tudi Gasilska zveza Slovenije, ki desetletja nudi podporo in usmeritve. 80. obletnica je velik dogodek za slehernega gasilca, če že ne za vsakega vaščana vasi Krašče. Kot ste zapisali v vabilu, ste manjše društvo, ste pa po srcu, povezanosti in dejanjih velika družina, na kar smo ponosni vsi, Gasilska zveza Cankova, kakor tudi Gasilska pomurska regija. Gasilska društva so se v preteklosti ustanavljala zaradi varnosti in obrambe pred požare. Skozi čas je razvoj prinesel potrebe po znanju, s tem pa tudi večjo odgovornost društev. V času modernizacije, spreminjanja družbe in njenih vrednot gasilsko društvo ne predstavlja več le oblike pomoči sočloveku in izraza solidarnosti. Temveč je postalo nekaj več, način druženja enako mislečih. Znanje, odgovornost, solidarnost in prijateljstvo so temelji za obstanek gasilskega društva. Župan občine Cankova je ob tem povedal, da so Krašči v njegovem drugem mandatu nekaj posebnega. Ampak vi ste res nekaj posebnega, ker ne predstavljate samo gasilstva. Predstavljate življenje, katerega bomo v prihodnosti še bolj potrebovali. Verjamete mi, življenje ni samo to, da gremo na morje, življenje ni samo to, da nam je lepo, ampak življenje je tudi sobivanje v takem kraju, kot so Krašči. Ob 80. delovanju prostovoljnega gasilskega društva Krašči je bil izdan tudi bilten, v katerem so se ozrli na prehojeno pot in se tako zahvalili vsem, ki so jo soustvarjali. Več o tem odgovorna urednica biltena Ines Sukič. V bilten smo torej zajeli vseh 80 let našega delovanja, ker se nam zdi pomembno, da ostane zgodovina nekje zapisana. Kajti to, s čimer smo se soočali pri tem delu, je ravno dokaz, da je to pomembno. Prvih 70 let je bilo izjemno težko popisati, oziroma mora biti prvih 30. Včasih so tudi kakšne bile vrzeli pri podatkih in smo mogli večkrat usklajevati, da smo potem nekako zaobjeli tiste pravilne podatke. In tudi slikovni material je tisti, ki je tukaj zajet, kajti slika je tista, ki ostane v spominu za vedno. Župan je ob tem predsedniku prostovoljnega gasilskega društva Krašči podelil zahvalno listino za 80 let obstoja prostovoljnega gasilskega društva Krašči. Sledila je podelitev priznanj Gasilske zveze Cankova in odlikovanj Gasilske zveze Slovenije zaslužnim posameznikom. Dogodek je bil več kot praznovanje, bil je dokaz, da prostovoljno gasilsko društvo Krašči ostaja srce kraja, ki povezuje ljudi, gradi zaupanje in ohranja vrednote, ki jih vodijo že 80 letij. Utrinke s praznovanja, ki ostajajo v srcu, so tako ujeti v trajni spomin. V hotelu Lipa v Monoštru je potekalo strokovno srečanje in predstavitev zbornika, ki sta ga pripravila Slovensko etnološko društvo in Zveza Slovencev na Madžarskem v sklopu strokovne ekskurzije Porabje in Prekmurje. Slovensko etnološko društvo in Zveza Slovencev na Madžarskem sta v okviru strokovne ekskurzije po Porabju in Prekmurju pripravila strokovno srečanje v hotelu Lipa v Monoštru. Ob tej priložnosti je bil predstavljen tudi zbornik z naslovom Vleka ploha in poroka zborom, pustni šegi v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem. V Slovenskem etnološkem društvu namenjajo posebno pozornost celotnemu slovenskemu etničnemu prostoru. Redni stiki, sodelovanja in skupni projekti s Slovenci zunaj matične domovine prinašajo dragocena spoznanja ter ustvarjajo nove možnosti za sodelovanje, kot je bilo tudi to srečanje v Porabju. Več o pomenu strokovnega srečanja nam je povedala tudi predsednica Slovenskega etnološkega društva, ki je poudarila, da takšna srečanja niso zgolj formalnost, ampak pomemben del poslanstva društva.
Slovensko etnološko društvo v letošnjem letu praznuje 50 let, kar pomeni 50 let zelo dejavnih, zanimivih, strokovnih in raziskovalnih stikov tudi z našim celotnim zamejskim prostorom, kajti ena od osnovnih dejavnosti društva je ravno delovanje na celotnem slovenskem etničnem ozemlju. In povezave z Porabjem, slovenskim Porabjem, so vedno bile izjemno plodne in izjemno pomembne. Tako da ni slučaj, da smo letos prav tu organizirali to strokovno srečanje, kjer bomo tudi predstavili zanimivo novo publikacijo, ki je šla v knjižnici Slovenskega etnološkega društva. O izzivih pri mednarodnih projektih, kot je bil zbornik o pustnih šegah, je Rožembergar povedala. Ja, jaz mislim, da je velik izziv ravno tako, da se presega meje, da imaš možnost, da jih presegaš tudi v določenih potem projektih, izdelkih in tako naprej. Se pravi, da ni država ta, ki določa mejo tudi raziskave. V zborniku Slovenskega etnološkega društva, ki povzema simpozij o borovem gostovanju v Sloveniji, na Madžarskem in Gradiščanskem, je Pšajt prispevala članek o borovem gostovanju v Prekmurju. In sem pač poudarila nekatere značilnosti, čisto iz preprostega razloga, ker smo poskušali ugotoviti podobnosti in razlike tovrstne šege, torej na Madžarskem, Gradiščanskem oziroma v Avstriji in pa v Sloveniji. Zakaj so pustne šege še vedno tako aktualna tema za etnološke raziskave? Pšajt nadaljuje. Marsikaj drugega je tudi dragoceno za etnološke raziskave. Šege oziroma maske pa bi rekla v prvi vrsti zato, ker so tako raznolike. Hkrati pa tudi iščemo podobnosti, ne samo razlike, ampak ta različnost, posebnost, tudi osebni karakter posameznih mask oziroma oseb, ki se namaskirajo, je tako različen, raznolik in tako bogat, da je pomembno to raziskovati, ne samo v Prekmurju, ampak na celotnem slovenskem etničnem prostoru. Kako je prišlo do ideje za tovrsten zbornik, ki so ga uredile dr. Mojca Ravnik, dr. Nena Židov in Marija Kozar-Mukič? Da smo bile 3 urednice, skupaj z Marijo Kozar-Mukič, kolegico iz Porabja, pa s kolegico Neno Židov iz Etnografskega muzeja v Ljubljani. Ta simpozij, ki je bil leta 2022 tukaj v Monoštru, objavlja te prispevke avtorjev, ki so prišli iz Avstrije, iz Slovenije in Madžarske. In pravzaprav pomembno je povedati to, da je bilo to prvo mednarodno srečanje raziskovalcev, ki se ukvarjajo z šegami, ki jih imenujemo vleka ploha, poroka z borom, borovo gostivanje. To sta 2 šegi, ki se pojavljata v zelo različnih inačicah in v različnih obdobjih. Ponekod sta še živi, ponekod nista več. In to od severovzhodne Italije, se pravi od Kanalske doline do Porabja in Prekmurja. Veliko vprašanj se raziskovalcem te šege pojavljalo v preteklosti in se še pojavljajo, vendar pa se še nikoli doslej, oziroma do leta 2022, niso vsi srečali in preverili rezultate njihovih raziskav in tudi niso se posvetili mednarodni razpravi. Mi kot raziskovalci iz Slovenije, torej sama sem raziskovala v Prekmurju samo borovo gostivanje v Predanovcih z velikim veseljem in sem takrat spoznala, kako zelo zanimiva je ta šega. Sem tudi eno knjigico izdala o tem. Nas je pa pravzaprav zanimalo že vse od takrat, ko je Boris Kuhar, etnolog v 60. letih prejšnjega stoletja, raziskoval borovo gostivanje v Prekmurju. In je takrat srečal enega gospoda, ki je takrat odigraval vlogo popa. Pop je pa zelo pomembna figura v tej šegi. Ima velike govore, tudi daje en pomen celotnemu dogajanju. Tisti gospod Franc Bükvič mu je rekel, da je on videl tako šego v Halbenrajnu na avstrijskem Štajerskem. Ni pa več povedal o tem, kaj je videl. In nam je to že od nekdaj eno ključno vprašanje v želji, da bi raziskali odnos med vleko ploha in borovim gostivanjem, raziskati, kaj je
kaj je ta človek, ki je bil tako pomemben za razvoj borovih gostivanj v Prekmurju, kaj je videl na Štajerskem. Tako da smo celo v vabilu raziskovalcem na to posvetovanje postavili to kot eno izhodiščno vprašanje. Kaj je bilo pri urejanju te publikacije najzahtevnejše in kaj najbolj navdihujoče? Dr. Ravnik nadaljuje. Najzahtevnejše je bilo pravzaprav samo veliko prispevkov avtorjev, ki so pisali v izvorni madžarščini, nemščini, slovenščini in je bilo treba to seveda prevesti v slovenščino, narediti povzetke v angleščini, s tem, da je šlo tukaj za množico nazivov, krajevnih imen, letnic, citatov, ki jih je bilo treba seveda vse preverjati z avtorji, ki so bili pa vsi po vrsti zelo zaposleni, vsi so imeli že ogromno drugega dela v tem vmesnem času in je bilo treba potem to res še in še preverjati, tako da upam, da smo zdaj izdali en lep zbornik. Zbornik je namenjen za strokovno javnost, učitelje, člane skupnosti, širše bralce. Prav gotovo pa to zanima ne samo etnologe, sploh ne, ampak tiste izvajalce v Sloveniji, ogromno ljudi in posameznikov in skupin, ki se zanimajo in ki obujajo šege preteklosti. Ne kot eno muzejsko, starokopitno obnavljanje neke tradicije, ampak v bistvu se v teh šegah najdejo tudi današnji ljudje, marsikdaj vse generacije. Jaz vam povem to, da recimo v Predanovcih, no sicer to bilo leta 2002, v tej šegi so sodelovali vsi od najmlajših, od otrok do starih ljudi. To je drugače kot v preteklosti. Otroci v preteklosti niso sodelovali, to se pravi, vse spreminja. Ampak te šege marsikdaj dajo ljudem možnost in ne samo zabave, tudi ustvarjanja, druženja, raziskovanja preteklosti svojega kraja. Tako da mogoče celo še bolj kot etnologom, za katere vsekakor za nas je to zanimivo, ampak jaz mislim, da vse tiste ljudi, ki jih zanima njihova identiteta in tradicija. V Kulturnem domu v Križevcih je potekala osrednja slovesna prireditev ob 27. občinskem prazniku občine Križevci. Prireditve se je udeležil državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, magister Dejan Židan. Ob 27. prazniku občine Križevci je v tamkajšnjem kulturnem domu potekala osrednja slavnostna prireditev. Dogodek je bil pomemben za lokalno skupnost, saj so bila podeljena občinska priznanja zaslužnim posameznikom in organizacijam. Kako župan občine Križevci ocenjuje razvoj občine v zadnjem letu? Mesec september je dan praznovanja občine Križevci, ki že praznujemo 27. občinski praznik, torej 27. leto ustanovitve naše občine. To je čas, ko se zahvalimo, ko se spomnimo naše preteklosti, naših korenin in si nekako naredimo načrt za prihodnost, ki pa je zelo pomembna. In v občini Križevci moram reči, da smo res ponosni na doseženo v teh 27 letih in ogromno projektov se je naredilo za kvalitetno bivanje naših občanov. Moram reči, da v letošnjem letu je bil res poseben izziv, glede na vse projekte, ki smo jih planirali. Če izpostavim najpomembnejšega v zadnjem obdobju, to je dozidava in obnova šolske telovadnice, osnovne šole Križevci, gre za enega res najpomembnejših projektov v višini 2,5 milijona in tukaj smo hvaležni Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, da nam je namenilo 1 milijon evrov nepovratnih sredstev. Namreč ta objekt je res pomemben za nas, namreč s tem bomo omogočili našim šolskim otrokom boljše pogoje za gibanje, za telovadbo in seveda izvrševanje šolskega pouka telovadbe. Ampak to ni vse, tudi seveda občani, društva, različne generacije bodo imele priložnost, da ta prostor zdravja in športa izkoristijo, kaj se da najboljše. Ampak
To še ni vse, seveda smo bili uspešni tudi na drugih področjih. Naj si to bo projekt Zdrava Prlekija, ki smo ga skupaj z partnerji tudi uspešno izvedli. Tukaj smo športnemu društvu Križevci zagotovili nove sanitarije, nove garderobe. Podjetje EFAS je pripravilo kar nekaj delavnic na področju zdravega življenja in pa seveda občina Križevci je pridobila nekaj novih elementov in zamenjala tudi nekaj elementov v parku Doživeti. Namreč park Doživeti je v zadnjem času postal neko središče ali stičišče različnih generacij, zdravega načina življenja, druženja in to se nam zdi zelo pomembno. Na koncu koncev smo bili uspešni tudi na enem projektu Interreg, torej mednarodnem, tudi letos smo stopili na ta mednarodni parket. Slovenija-Avstrija skupaj z pivovarno Bevok iz Avstrije in društvom Kelih smo nekako našli stičišča na področju kulture, kulinarike in seveda nekih pomembnih gospodarskih vezi, ki jih lahko iščemo. In to se bo zgodilo v naslednjem tednu, soboto 20. septembra in seveda vsi vabljeni na ta celodnevni dogodek v park Doživeti v Križevcih. In kaj še je najpomembnejše, moram reči, da imamo res zelo pridne ljudi, zelo dobra društva, ki so aktivna in mi smo ponosni na to. In res to nekako nas združuje, povezuje, ne samo različne generacije, ampak vse ljudi, ki tukaj živimo. Nekako ustvarjamo to našo skupnost, ki ji rečemo dom. In ta dom smo vsi mi tukaj, ki pač prebivamo. Moram povedati, da smo ponosni na posameznike, ki bivajo v naši občini, v naši skupnosti in seveda vsako leto te posameznike izpostavimo. In tudi letos ti nagrajenci, ki puščajo veliko sled v naši skupnosti in na katere smo zelo ponosni in le-te bomo letos nagradili. Tako da občina Križevci želim nam vsem uspešno naprej, obilo uspeha, zdravja in da bomo znali ceniti to našo povezanost, da bomo dobri sosedje, da bomo dobri soobčani in da bomo znali tvoriti to skupnost, kateri po moji oceni se obeta svetla prihodnost. S katerimi izzivi se sooča občina Križevci, župan nadaljuje? Moram povedati, tako kot vse občine, tudi občina Križevci se sooča z enakimi izzivi, kot so na primer vse te naše inštitucije, torej zavode, ki jih je soustanoviteljica občina Križevci, seveda tudi eventualno z drugimi občinami, postajajo pod narekovaje vse dražje. In nekako razumemo, da je potrebno vse to vzdrževati, dograjevati in tudi ta dvig osebnih dohodkov na podlagi zakona, ki ga je predpisala država. Seveda tudi to podpiramo, ampak tukaj pa seveda tudi želimo, da država nam še malo bolj prisluhne. Eden večjih izzivov v občini Križevci je vsekakor prevoz šolskih otrok, ki se je, kot je poudaril župan, v zadnjih nekaj letih podvojil, kar pa, kot je še ob tem povedal, vpliva na občinski proračun, predvsem na sredstva, ki so namenjena investicijam. Vse manj je teh sredstev in tudi vse manj je in še bo investicij, kar nas glih najbolj ne veseli. Ampak tako kot vse ostale občine v Sloveniji in tudi v Pomurju bomo mi nekako te izzive premagali, poskušali bomo najti alternative, poskušali bomo najti rešitve in k temu smo nagnjeni. Namreč na koncu koncev Prleki smo trdoživi in se ne damo, dokler ne dosežemo tistega, kaj pač želimo. Povezanost med lokalnimi skupnostmi je ključnega pomena za razvoj in kakovost življenja v občini Križevci. Župan odgovarja. Pomurska regija, če tako rečem, je nekako ena velika skupnost.
In tako bi tudi morali gledati. Ne samo na področju ekonomije, turizma, ampak tudi na področju povezovanja ostalih služb in stvari. Nekako nam to v zadnjem času delno uspeva in sem prepričan, da bomo tudi v prihodnje uspešni. Namreč v zadnjem času se vedno bolj zavedamo, da je potrebno sodelovati, ni pomembno, z katerega strani reke Mure smo, ali z desnega ali z levega, namreč vsi smo tukaj, vsi smo Pomurci, vsi živimo tako rekoč pod eno streho in strmimo k temu, da se povezujemo, da izmenjujemo dobre prakse in da si pomagamo. Poslanstvo naše občine je usmerjeno v ustvarjanje dobrih pogojev za bivanje in kakovostno življenje občine in njenih prebivalcev, je poudaril župan. Vsekakor na vse povedano sedaj to ni lahko. V zadnjem času vedno težje, vendar glede na to, da imamo zelo pridne, marljive občane, si upam reči, da nekako bomo našli pot in tudi uspešno prihodnost. Kot sem že prej omenil, imamo zelo pridne, marljive ljudi, odlične društva, ki se znajo povezati in vse to tvori našo skupnost, našo občino. In prepričan sem, da nekako skupaj z državo, skupaj z regijami, skupaj z občinami v našem preljubljenem Pomurju bomo znali najti pot, kako poskrbeti, da bodo naši občani imeli to, kar potrebujemo in da bodo nekako ti mlajši rodovi videli pozitivno prihodnost tukaj pri nas in da bodo nekako seveda vsi ti možgani, ki nam včasih odbežijo, tudi se znali vrniti. In tega si seveda želimo in v tej smeri bomo delovali tako kot tudi do sedaj. Prireditve se je udeležil tudi magister Dejan Židan, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, kar daje dogodku dodaten pomen in potrjuje podporo lokalni skupnosti tudi na državni ravni. Kot je povedal Židan, se v občini v 27 letih vidi velik napredek. Vidi se napredek pri infrastrukturi, potem v javnih zgradbah, ki morajo biti prisotne, pa tisto, kar posebej cenim, odnos med ljudmi. Tu ni pomembno, ali si član ene, druge ali pa simpatizer politične stranke. Tu je prisotno zavedanje, da ljudje med sabo morajo in moramo sodelovati. Tako da želim si, da to zavedanje, ki je v občini Križevci prisotno, bo prisotno v celi Sloveniji, ker ga potrebujemo. Mali narod smo, samo 2 milijona nas je in samo, če bomo sodelovali, nam bo bolje. Katere projekte je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije pripravilo za občino Križevci v prihodnjih 2 letih? Židan nadaljuje. Več možnih projektov so projekti na področju gospodarstva, ampak to so gospodarske razpisi, kamor se tudi gospodarske družbe, podjetja, podjetniki iz občine Križevci lahko in tudi se bodo verjetno prijavljali. Bodo ponovno turistični razpisi za lokalno turistično javno infrastrukturo. Dobili bojo denar tiste občine, ki bodo imele projekte in se bodo prijavile. In tudi naprej bomo nadaljevali z velikim tempom podpore lokalni športni infrastrukturi. Zakaj lokalna športna infrastruktura? Vsi veliki slovenski junaki so pričeli na občinskih športnih ali telovadnici, atletskih stadionih ali podobni infrastrukturi. Tako da recimo samo do tega trenutka ministrstvo je pristojno za šport do aprila leta 1923. Do tega trenutka smo izdali 308 pozitivnih sklepov in tudi sofinanciramo zelo dosti različnih investicij ali pa obnov, kateri skupna vrednost je 4 milijarde evrov, od tega ministrstvo sofinancira 68 milijonov. Tega v Sloveniji ni še bilo. Zakaj to počnemo? Zato, ker je to nujno potrebno, ne samo za vrhunski šport, ampak ves šport in za gibanje. Populacija se mora gibati, vsaj potem je bolj zdrava. Po slavnostni prireditvi je potekala pogostitev in zabava pod šotorom. Gledalke in gledalci, s tem zaključujemo današnjo oddajo. Hvala, ker ste bili z nami in vabljeni k ogledu naših prihodnjih vsebin. Lep pozdrav!